Živa, Uroš tukaj iz Kimitala in danes smo že v tretjem tednu teh spletnih vadb. Tele elastike tukaj nimam kot modni dodatek, ampak bo danes čisto pravi vadbeni pripomoček. Vsi jo mislim, da imate doma. Danes vam bom pokazal, kaj lahko s tem počnete. Še ena stvar, danes za vadbo bodite bosi, če niste bili že do zdaj. Vem, da smo tukaj ponovadi obuti, ampak te dni poskušajte mogoče tudi malo več sezuti, malo več bosi biti, tako da se krepirajo te mišice na stopalih. Pa kratki. Za ogrevanje vam danes pokažem par vaj, kako lahko razgibate sklepe, pa povadite te glavne gibalne vzorce. Začetek elastiko primeš, čisto malenkost raztegnjeno, nabiš sam par krogov okoli glave. Elastika nam bo malenkost raztegnjena. Tukaj bodite previdni, nič na silo. Če ne gre, primeš širše, malo bolj raztegneš elastiko. Bolj kot so roke široko, malenkost lažje bo. Bolj kot grejo roke ozko, težje boste prišli okoli. Tako kot sem že prej rekel, nič hitro, nič na silo, da ne pride kakšne poškodbe ramenja. Naslednja vaja, če naredite 10 ponovitev počasi, bo čisto dovolj. Naslednja. Podobna stvar, s tem zakrožiš okoli telesa, greš najprej z eno roko, prideš okoli, pa z drugo in si na začetni poziciji. Se pravi, ena roka okoli, čim bolj stegnjena ostane, pa druga naprej. Pokažemo na strani. Tole. Potem še zamenjamo smer, da gre še druga roka v vodilno pozicijo. Njeno vrata. Tole spet še naredite 5 krogov v eno smer, 5 v drugo, pa se lepo ogreje ramenski obroč. Spet elastika naj bo malenkost napeta, ni potreba, da je preveč, zapomnite si, da je to v bistvu šele ogrevanje. Naslednja vaja. Imamo take čisto lepe predklone in sicer se postavite, stopite na elastiko v širini bokov, elastiko napnete, ampak tukaj prekrižite. Prekrižite zato, da bo malo krajša, ker ta vaja ni težka. Takole naredimo predklon skoraj z ravnimi koleni, tako da začutiš te zadnje stegenske mišice se raztegnejo in nazaj navzgor poravnaš, pa spet nazaj dol, pa z vzdihom nazaj gor. Lepo oddihneš na začetku malenkost, se spustimo, začutimo zadnje stegenske mišice in nazaj poravnaš navzgor. Še ena ponovitev, pa nazaj navzgor. Če hočeš težjo varianto, primeš elastiko malenkost nižje, da bolj raztegneš, se pravi, da bolj vleče proti dom in da se ti bolj upira. Lahko to dvojno naredite, če imate elastiko dolgo. Še zadnja vaja za ogrevanje, pa bolj dinamična. Se spet postaviš na elastiko, spet prekrižaš, elastiko lepo nasloniš tukaj na boke in gremo v hojo v stran. Pravi, lepo elastika se postaja napeta, strupom smo malenkost v predklonu, kolena skoraj stegnjena in gremo naprej. Hvala, da ogrejemo še te mišice okoli kolka. Če imate doma več prostora, lahko delate daljši hodnik, če imate manj, pa naredite več ponovitev, pa glih isto tako. Kakšno minutko, pa se zelo dobro že začutite mišice zadnjice. To ogrevanje bo vzelo 5 minut, te 4 vaje, pa gremo kar na glavni del predlaganja. Pa smo že pri glavnem delu. Za danes imamo 2 para vaj, na koncu pa še eno trojko, da dobro naredimo še roke. Ker je elastika tak pripomoček, ki nam omogoča nekaj zelo ekstremno težkih vaj, bomo danes vaje težile na malo večjem številu ponovitev, pa tako da se bojo sledile ena za drugo, da bo vadbeni učinek večji. Če imamo kar prvem paru vaj, imamo najprej vaje za sprednje stegenske mišice, za noge in bodo to 2 vaji za noge, se pravi čep ob steni, pa potem takoj na elastiko. Takoj pri prvi vaji se postaviš ob steno, paziš, da te ne drsi, se spustimo in v tem položaju, nekje pod kotom 90 stopinj,
držiš 30-45 sekund, mogoče celo minutko. Malo se sami prilagodite, koliko vam gre. Ta vaja je namenjena predvsem temu, da se predotrudijo te mišice, da bo pol počet za elastiko težji. Ko držimo, dobro čutimo, greš takoj na drugo vajo, ki bo počet za elastiko. Postaviš njo, elastiko lepo napneš, čez nadlak ti primeš tukaj spredaj, greš lepo v počep, pa nazaj navzgor. Pa dol, pa dol. Počasi dol, pa nazaj navzgor. Zdaj težje, če hočete, bolj napneš elastiko, lažje, jo napneš malenkost manj. Od teh počepov narediš kar 20. To. Ok. In spet takoj druga serija. Čep ob steni, spet držiš 45-30 sekund, minuta in tako ponoviš 3-krat. Zdaj pauza vmes, med prvo pa drugo vajo bo čim krajša. Med serijami pa si lahko vzamete pol minutke, da malce noge spočijejo. To je prvi par. Ok, smo že pri drugem paru vaj in sicer ta bo namenjen bolj mišicam zadnje verige, zadnjice, zadnje stegenske. Prva vaja bo ista kot v ogrevanju in sicer bočna hoja, X-walk, kakorkoli pripravimo, spet stopiš gor, napneš elastika, fiksiraš tam boke. Dobro je, če boke še stiskaš malenkost, da niso skupaj, da se aktiviraš trup in kar greš. Ni treba hitro, ni treba dolgih korakov, pa predvsem ne stopiti skupaj, ampak ostanejo stopala vedno v širini vsaj bokov, če ne širše. Spet ta vaja se bo isto delala na čas in jo kar izvajate kar nekje 40-45 sekund, lahko malenkost manj, če imate težjo elastiko, lahko malenkost več, če imate lažjo elastiko. Sprav ta je prva vaja. Za drugo vajo takoj greš na tla. Sicer druga vaja bo dvig bokov. Elastiko si fiksiraš čez medenico. Tako je malenkost odpreš, da ne bo tu kriza. Fiksiraš dlani ob tla in delaš dvige bokov. Prav visoko gor, pa nekaj zadržiš, počasi dol, ne čisto do tal, nazaj navzgor. Pomembno je, da ves čas, ko izvajaš vajo, da ohranjaš tenzijo v mišicah. Se pravi, da mora mišica ves čas delati, da ni počitka. Tako kot pri prvem paru vaj, tudi tukaj drugo vajo narediš kar na ponovitve in sicer jih kar poskušaš 20 narediti, da dobro začutiš zadnjo stegensko in zadnjično mišico. Ok, to je bil drugi par vaj. Smo že pri tretjem in zadnjem, ne paru, ampak trojčku vaj. Ta bo namenjen bolj v bistvu mišicam rok, pa hrbta. Tako da za to vajo, za prvo vajo, si najdeš nekaj, da lahko elastiko zatakneš, tako so kakšna vrata, kakšna kljuka, nekaj, kar najdete doma. Se postaviš kar čelno proti elastiki, proti izhodišču, se spustiš malenkost v bokih, poravnaš hrbet in delaš enoročno veslanje. Se pravi, z ramenom nazaj, lepo nizko in ob telesu zaveslaš. Spet naprej, če gre nazaj, bo težje in naprej. Rama gre naprej in gre nazaj. Lepo morate čutiti te mišice na spodnji strani roke, oziroma tukaj na hrbtu, kjer se zdaj držim. Koliko napnete elastiko, težja bo vaja, bolj podprošena, lažja bo. Naredite kar tam nekje 15 ponovitev na vsako roko. Takoj naslednja vaja druga, gremo na pritege na obraz. Se postavi zdaj z eno nogo naprej, zaradi boljšega ravnotežja. Spet naj bo elastika na začetku že napeta, naj ne pade elastika dol, čisto malenko vsa napeta in predstavljamo v smeri obraza. Se pravi, kot da hočeš palico, ki jo navidezno držiš, pritegniti na obraz oziroma na čelo. Trup je lepo čvrst ves čas, roke, zgornji del ramen in tudi v bistvu hrbet, zelo dobro. Spet naj bomo malce več ponovitev, 10-15, ta zadnja, tretja vaja, vzamete elastiko ven, primete pred sabo v širini ramen
malenkost nižje od ramen, spet se malenkost spustiš v kolenih, da imaš boljše ravnotežje in gre pa za razteg. Elastike, spet skozi naj bo elastika napeta do telesa in nazaj. Ne smemo potegniti ramen navzgor, ampak morajo ostati ves čas nizko. Ker gre za malce lažjo vajo, najte bo več 15-20 ponovitev. To je bila ena serija, ponoviš 3-krat, pa bo zelo dobro čutil ramena, hrbet. In to je to za danes. Za sproščanje si lahko izbereš eno izmed vaj, ki smo jih že delali, se pravi, kakšna leža na tleh, dvigneš malenkost noge, za 2-3 minute, 5 minut malenkost počiješ. Danes nisem natančno govoril o številu ponovitev, predvsem zaradi tega, ker za elastiko zelo težko definiramo obremenitev. Imejte eno stvar v mislih, vedno se pri izvajanju vaj osredotočite na tisto mišico, ki naj bi jo čutili in poskusite jo čim bolj utruditi. Se pravi, ne se ozirati na število ponovitev, lahko je to 10, lahko 15, za nekoga je to 30 ponovitev. Pač, če si sposoben 30 narediti in narediš 30, če že pri 10 čutiš utrujenost mišice, je 10 tvoja številka. To je to za danes. Se vidimo spet verjetno naslednji teden, prej kot videa in ne še v živo, na žalost. Čau!